Vsem skupaj en lep pozdrav. Napovedan gost iz prejšnje oddaje, tokrat Dušan Kosič. Lep pozdrav, Dušan. Lep pozdrav, Igor, lep pozdrav, Nace. Lep pozdrav, Nace, tudi tebi. Ja, zdravo. Tele oddaje smo se v bistvu cela naša ekipa res zelo veselili, da začnemo takole udarno, Dušan, da začnemo s tabo. Na začetku absolutno te bomo prosili za malce predstavitve tvoje nogometne poti, tvoje trenerske poti, da v bistvu tudi tisti, ki mogoče ne spremljajo do zdaj nogometa, pa jih bomo povabili, da nogomet malo spoznajo, v bistvu kje si ti vso to svoje znanje pridobival. Štartal si verjetno kot zelo mlad, te je žoga pritegnila. Ja, rad bi bil kratek v predstavitvi, če se bo le dal, čeprav tisti, ki me poznajo, predvsem moji igralci vejo, da se rad veliko pogovarjam, veliko in pametujem po eni strani, po drugi strani pa želim predati neke svoje izkušnje in mogoče tako kot svojim otrokom, ko želiš prešparati neke slabe izkušnje oziroma pokazati neke bližnjice. Tako da včasih uspe, včasih ne, odvisno od tistega, ki je na drugi strani. Torej, jaz sem res nogomet začel igrati v Štepanjskem naselju, sem odrasel, takrat so bili, Slovan je bil takrat, se mi zdi, prvi klub v Ljubljani, ki je ustvarjal celo vrsto nekih, bi rekel, fantov, ki so se učili nogometnih veščin na šolskem igrišču. In seveda smo takrat sanjali, da bi nekega dne lahko zaigrali za prvo jugoslovansko ligo, je bila še takrat, za te mlajše poslušalce bojo verjetno ne bojo vedeli, o čem govorimo, ampak takrat smo bili v skupni državi in takrat si praktično zelo težko se prebil do nivoja prve jugoslovanske lige, ne. In seveda smo igrali, velik del dneva smo preživeli na igrišču in seveda takrat so tudi trenerji gledali veliko po igriščih in zbirali fante, ki so kazali nek talent. Bilo jih je zelo veliko, moram reči, in so seveda takrat končali na Slovanu iz tega dela Ljubljane in seveda potem so vsaki generaciji par fantov vzeli. Jaz sem pa v tistem momentu bil leto ali dve premlad še, da bi začel trenirati, ker se je takrat z 11-12 leti šele začeli s treningi, organiziranimi, predtem se je pa v šolah trenirali, ne. In ker sem bil... Lahko tu nekaj vprašam jaz. Se pravi, najina generacija se zelo dobro spomni tega, da so bile včasih šole postavljene na takšen način, da je določena šola zelo preferirala določen šport in iz te šole ponavadi so tudi prihajali potem športniki, ki so bili usmerjeni več ali manj v specifiko tega športa, ne. Tako jaz se spomnim, da jaz, ko sem hodil na svojo šolo, se je igrala samo praktično odbojka, v sosednji šoli se je pa igrala praktično samo košarka. Kaj se je pri vas igralo takrat? Pravzaprav vse sorte. Jaz vem, da sem probal in gimnastiko in ping-pong je bil takrat tudi, se spomnim, košarka. Torej, mi smo praktično vse probali. Vi ste imeli tako, ker vem, da določene ljubljanske šole so bile zelo ozko usmerjene, tudi kar se tiče športov, ne? Ja, ampak jaz pravzaprav vem, da sem praktično vse probal, ne. Ampak nogomet je bil tisti, ki smo ga po šoli, seveda včasih, to si danes ne znamo niti predstavljati, si moral čakati, da je lahko tvoja, če si bil mlajši, da se igrišče sprostilo, da si lahko prišel in si parkrat mogoče po golu udaril. Ker je bilo res tako zanimivo, enostavno nisi mogel priti na vrsto, da bi lahko se pokazal in seveda takrat... Danes to ni več problema, ne, Dušan, nažalost. Ja, danes so igrišča nažalost prazna, ne, ampak seveda, tudi življenje se je precej spremenil. In seveda, potem so te fante, ki so seveda že nauč, si ti videl, kdo je dober. Takrat se spomnim super generacije Slovana, Nenad Protega, Željko Milinović, Slaviša Stojanović. To so bili fantje, ki so že relativno mladi osvajali turnirje v malem nogometu. Takrat so
Takrat so bile še ekipe vojašnic, če si znate predstavljati, so prihajali igralci iz ljubljanskih vojašnic igrati na turnirje in to je bilo pravzaprav, cel naselje je gledal te zadeve in seveda si bil poln pričakovanj, da boš ti nekoč zaigral na tem turnirju v bistvu, oziroma da boš del neke ekipe, ki je dobra. Tako da seveda Slovan je imel v tistih časih tudi vrhunske trenerje. Franjo Frančeškin mi je ostal v spominu in pa seveda v kasnejšem obdobju, jaz sem se pravzaprav Olimpiji v tistem času pridružil. Do katere generacije si pa ti bil na Slovanu potem? Nisem bil na Slovanu. A ti nisi bil na Slovanu? Tako, ker sem bil premlad, me še niso hoteli priključiti, sem želel organizirano trenirati in smo šli potem na Olimpijo. In če si predstavljate, to je bil izbirna tekma, je izgledala tako, da smo bili v jami za Bežigradom, kjer je bil leš, se je rekel, niti ni bila trava, ampak je bil leš in je bilo, zdaj na pamet govorim, na četrtine so razdelili igrišča, postavili 2 gola in tukaj smo igrali potem mogoče 100-150 fantov in trenerji so pa vmes hodili in so zbirali igralce, ki potem 20 igralcev se je zbralo, da so neko generacijo naredili. Ko Barcelona danes, ko si vzameš 400 otrok, pa 30 trenerjev in jih uštevilčijo in potem zbirajo igralce ven. Za tiste, ko ne vejo, kaj je jama, v bistvu to je center za mlade igralce od nogometnega kluba Olimpija. Jama se pa reče, zato ko tudi tako izgleda, da je v resnici v jami noter. Danes v bistvu ena dosti velika umetna trava z še veliko pripomočki, pa tudi en malo nogometno igrišče pokrito, kjer se pa danes kalijo novi talenti nogometnega kluba Olimpije. Okay. Se pravi, ti si v bistvu potem to nogometno šolo praktično celo naredil v Olimpiji. Tako, od prvega dneva, pa potem seveda do izhoda po mladincih smo takrat igrali seveda za Olimpijo in seveda dali vse to čez, mladinski pogon, seveda noter v jami si mogel biti, ker se danes spominjam, imajo fantje res dobre pogoje, čeprav je vedno dilema, umetna trava je v redu ali ni. Pravzaprav smo takrat trenirali na slabih igralnih površinah in seveda potem sanjali, da bo še enkrat zaigral na glavnem štadionu za Bežigradom, kjer pa so bili vedno, že ko si hodil gledati članske tekme, kjer je bilo to res nivo zelo dober, takrat je bila to Jugoslovanska liga in si seveda sanjal, da boš nekega dneva zaigral za Olimpijo. Vmes smo pa imeli seveda, ne vem, verjetno se boste strinjala, vsak klub velike četvorice v takratni Jugoslaviji, kjer smo navijali, nekateri so za Dinamo navijali, za Hajduk, za Partizan, pa za Zvezdo. In se spomnim v tistem času, ko seveda jaz sem takrat za enega od teh klubov navijal, si prišel na Olimpijo in je trener bil besen, kako da mi navijamo, če Olimpija tekmuje s temi klubi v ligi, kako pravzaprav, no in potem smo seveda kljub vsemu navijali za enega od teh velikih, ki so ponavadi dosegali dobre rezultate. Vmes pa seveda tudi takrat ni bilo niti, seveda Olimpija je bila takrat najbolj izpostavljen klub v Sloveniji, tako da smo tudi začutili tisto energijo v jugoslovanskega nogometa, ki je bila pa takrat nepredstavljivo kvalitetna, ker do 28. leta noben od igralcev ni mogel zapustiti države, taka je bila, takrat so bile take... V bistvu ne države Slovenije, ampak države Jugoslavije. Jugoslavije, takrat do 28. leta so fanti igrali v tej ligi in to je bila res kvalitetna liga. Ampak zdaj, ko govorimo o tej četverici, če lahko sam jaz neki nacije, pa pol ti, jaz se prav spomnim nekaj let nazaj, ko je Rudar igral kvalifikacije za Evropo, je dobil za konkurenta, dobil Zvezdo in ko so gostovali v Beogradu, jih je Zvezda povabila v svoj muzej, da vemo, koliko velik je v bistvu en tak klub. Se pravi, pri nas
praktično nimamo muzeja, nekega kluba, ki bi trenutno obstajal pri nas. Ne. Nace, reci. Ja, hotel sem dve stvari komentirati, ko sta mi tu recimo padli v oči oziroma v ušesa. Prva stvar je to, ne, kar si omenil, Dušan, da v bistvu ste takrat otroci veliko več časa preživljali na igriščih, pa da se je ta specializacija v bistvu začela šele potem pri 11-12 letih. Ne. Danes je pa, se sami vemo, že pri 6-5 letih tudi upisujemo igralce v nogometni klub, kjer se začne sam specifika razvijati tudi v drugih športih. In se mi zdi to en ključnih faktorjev, ko je takrat bil izpolnjen, da ste imeli veliko večjo širino, torej ste igrali razne športe, se igrali, plezali po drevesih in razvijali svojo neko motorično bazo. Po drugi strani pa ravno to, kar smo zdaj na koncu se pogovarjali, da je do 28 leta pač noben igralec ni šel iz države, ne, in je se lahko ohranila ta kvaliteta v sami ligi državni, takratni, tudi tega danes ni več. Se vemo, da igralci zdaj že pri 15, 16, 17 odhajajo v tujino in nažalost se jih velika večina tudi vrne pol nazaj, ker je ta prehod prehiter verjetno. Ne. Tako da mogoče neke stvari so bile takrat celo boljše postavljene za razvoj igralca. Ja, to je bila vedno dilema. Jaz, če se spomnim, recimo, kako smo mi ne samo nogomet pred blokom, kjer smo razbijali šipe sosedov, ko so bili besni, smo tudi, če si predstavljate, se lovili na otroškem igrišču so bile gugalnice in seveda na teh gugalnicah so bile, mi smo tekli po, ne vem, 3-metrskih, 5 centimetrov dolgi, širokih, bi rekel, smo se lovili, torej tekli smo, da bi danes svojega otroka gledal, kako teče po tistem, pa kad dol pade, smo padali pač iz tistega, ne, ampak enostavno smo bili prepuščeni, delal si vse sorte, no, plezal po drevesih in tako naprej in si danes, recimo, imaš problem, ko otrok ne upa splezati na drevo, ne. Problem je danes ravno to, ker mi moramo zdaj pa umetno dodajati te vsebine v trening otrok recimo v nogometnem klubu. Ne? In jaz kot recimo kondicijski, kot kineziolog se pol ukvarjam s takimi stvarmi, kako otrokom približati tudi te vsebine, ki jih ne dobijo na otroškem igrišču, ne, med svojo igro, in je to problem nastane, ne? Ker se prehiter sili. Jaz mislim, da v bistvu izhajamo iz tega, kar si Dušan ti rekel, ne? Da jaz danes ne bi pustil svojega otroka, ne? In problem v resnici so bolj starši kot otroci, vsaj tako, kar jaz opažam. In tudi ena zelo zanimiva raziskava je bila narejena na fakulteti za šport, kjer je doktor Starc proučeval, kako daleč v resnici smo včasih lahko hodili otroci sami od doma nekontrolirano. Se pravi, več ali manj je to pomenilo, pridem čez 3 ure ali 4 ure ali ne vem, ko bo se začel mračiti, ne. Danes otrok od svojega doma nenadzorovano hodi tam do 200 metrov. Se pravi, 200 metrov radi okoli svoje hiše, bloka, kakorkoli pa že. Včasih je bil pa koliko? Včasih, se pravi, ko govorimo o naših dedkih, je bilo cirka 10-kilometrski krog. Naši starši so imeli tam nekje okrog 6 kilometrov, mi, se pravi, Naci, ti si malo mlajši, ne, naša generacija je imela tam okrog 4-5 kilometre, ne, zdaj pa v bistvu mi smo z to prehodom v kapitalizem in v novi državi smo pa mi prešli na popolno kontrolo svojih otrok, kjer v bistvu imajo zelo malo te svobode gibanja pa nabiranja tudi socialnih veščin in vsega ostalega, ne. Ker na koncu ulica nas je marsikaj naučila, ker danes ima en otrok 10 žog, včasih je bila ena žoga za en blok, ne. Pravila je postavljal tisti, ko ima žogo, ampak na koncu 20 otrok se je vedno moralo dogovoriti, kako se bo igralo, kdo bo igral, kako se bomo menjavali in tako naprej. Tega danes v bistvu skoraj ne vidimo več, no. Danes se pogovarjava, kako je bilo takrat. Vsak čas prinese neke svoje zakonitosti. Torej, jaz težko rečem, da je bilo takrat boljš. Danes imamo praktično nek komfort, neko navajeni smo na dobre stvari, bi rekel. Takrat si mogel pa za dobre stvari marsikaj nekako si sanjal, da se ti bo nekega dne nekaj zgodilo, da boš zaigral ali za prvoligaško ekipo. Ali in ti si bil pripravljen marsikaj potrpeti za to,
da si lahko mogoče, pa ni bilo nobene garancije, da ti bo uspelo. Ampak če razmišljaš, da si ti v bistvu skozi sito 150 otrok prešel, je že bilo v bistvu zelo neka velika selekcija narejena. Ne? Ampak in tisti otroci v bistvu niso nič bili užaljeni ali pa starši zaradi tega, ker jih ni nekdo sprejel, pač iščemo novo priložnost. Ne? Tako, sej ponavadi si se z neuspehom mogel soočiti in si pač šel v drugo. Ampak se danes procent tistih, ki uspejo, po moje, ni kaj dosti različen, kakor je bil takrat. Ne? Mogoče je bilo samo to, da si bil pripravljen iti čez več neuspehov, oziroma pravzaprav jaz, ko vem, na kakšen način sem treniral, da bi se uspel obdržati v tej konkurenci, je danes, seveda, ker nisem imel znanja, ampak vložen trud. Če si predstavljaš, mogoče v šolo si hodil, si zjutraj vstal ob 6, pa si šel po golu, mi smo imeli golovc tam zraven Štepanskega, sem šel, ne vem, približno 7, 8, 10 kilometrov preteč, sem šel zjutraj v šolo, popoldne na trening in po treningu sem šel še enkrat ta isti krog. In sem seveda kasneje, ker to delaš iz dneva v dan, če se hočeš obdržati, moraš mogoče nekaj več delati, kot ostalih, ki delajo. Ne? Dušan, a danes težavo gledaš recimo kot trener zdaj teh mladih igralcev, ravno to razliko, kako pa danes te mlade generacije doživljajo ali pa doživljamo, pa v bistvu mislimo, da nam je veliko bolj na pladnju vse ponujeno, ampak verjetno je količina truda, ko ga mora nekdo vložiti za uspeh, enaka kot takrat, s tem, da je ta naravna, ni toliko naravnih dejavnikov, ki bi te silile v to. Kako ti to mogoče pri mlajših zdaj doživljaš, pa jim probaš prenesti te stvari? Jaz mislim, da se pot do uspeha ni kaj dosti spremenila. Tudi danes moraš biti stabilen v glavi, danes je že, recimo, ker imajo fantje neizmerno količino podatkov. Vse danes, če si malo priden, greš na YouTube, imaš vse. Torej, ti danes lahko svojo pridnostjo, takrat nismo imeli informacij, takrat si bil pripravljen tudi delati neke stvari, za katere si vedel, da niso smiselne, ampak ker je bil nekdo avtoriteta, si delal neke stvari, ki so praktično delale neko naravno selekcijo. Torej, danes imaš usposobljene trenerje, danes imaš šolane trenerje, danes vsak na svojem področju. Torej, to, kar smo se pogovarjali, jaz danes, če hočem dober tim narediti, moram imeti trenerje, ki so vsak na svojem področju odlični. Ne? In mu zaupati, seveda. To, kar sta videla tudi v prvi oddaji, ko smo se pogovarjali, sta povedala, danes ni to one-man band, da bom jaz prišel kot glavni trener oziroma vodja strokovnega štaba in se bom izživljal nad ljudmi, jim dajal neke nesmiselne zadeve, da jih delajo in bojo oni sledili. No, do tega bomo prišli malo kasneje, ne? Bomo tudi o tem, ampak ko si zaključil mladinski staž, si bil ti takoj član prvega moštva v Olimpiji ali si imel kako drugo pot? Ne, pravzaprav ne. Jaz sem takrat bil zelo blizu. Torej, to so bila ena od razočaranj. Če si predstavljate, takrat so 28 let so bili mladi igralci, zdaj pa, ko si ti 17-18 let star, pa veš, da sploh ni nobene variante, da bi prišel v prvo ekipo. Ne? Ker tudi takrat so z mladimi se je zmer govorili, vse imajo čas. Ne? Torej, ko smo bili mi mladi, je bil zakon, da ni šans, do 25-26 let, torej te čaka še 7-8 let hudega treninga, da boš mogoče del ekipe. Vmes, ko se je pa to spremenil, naenkrat so začeli 17, 18, 19 let, torej, ko smo bili mi 28, 29 let stari, si bil že nekako prestar za začel se v tujino hoditi in tako naprej. Ne? Tako da neka pravila se non-stop konstantno spreminjajo, ne? In lahko, mi smo se dostakrat pohecali, da si rekel, da si kar v eno luknjo padel in so se pravila spremenila. Prej si bil premlad, zdaj si bil pa kar naenkrat prestar. Ne? Ja. Ker čas pa nenormalno hitro beži in pravzaprav sem, Igor, pozabil, kaj si me vprašal. Kam si šel po mladinskem stažu igrati? Ja, torej, bili smo, jaz pa Andrej Jerak je moj prijatelj, zdaj nekateri se ga bojo mogoče spomnili, tudi za Domžale igral, še danes so prijatelja, takrat so bila midva mogoče Johnny Novak in Grega Židan sta bila v tistem obdobju prva mogoče bočna igralca v Jugoslaviji,
kjer sta začela igrati zelo mlada. In to, če si predstavljate, je bilo takrat bum, tudi v Jugoslovanski ligi, dva mlada, hitra fanta po bokih. Takrat mislim, da je bil Miloš Šoškić trener, je bil trener Olimpije in je bil to tisti trend, se je začel dogajati, da tudi mladi fantje lahko priložnost dobijo. In takrat so bila zelo blizu, da bi za prvo ekipo počasi začela igrati. Ampak vmes se je seveda zgodilo, da so pripeljali spet kakšne bolj izkušene igralce, ponovadi iz Bosne. To so bili igralci, ki so imeli več izkušenj in smo šli potem na posojo. Jaz sem šel na Ljubljano v medrepubliško ligo, to je bila takrat tretja jugoslovanska liga. Andrej je šel v Domžale, mislim, da. In takrat si seveda živel za to, da bo še enkrat Olimpija, ampak ker nisi bil seveda telesno še dosti razvit, smo šli po tej poti, po kateri grejo tudi danes velika večina igralcev. Ampak to ni nič narobe v resnici s tem, ker jaz imam dostikrat občutek, da mladinci, ki so talentirani in ne dobijo takoj priložnosti v nekih prvih ekipah in se jih dogovori z njimi, da grejo na posojo za sezono 2, to ni nič narobe, ker vseeno je bolje, da ima nek normalen trenažni proces in igra in nabira izkušnje, ker v resnici, ko se mi pogovarjamo tako, ko rečemo prime time za igralca, je vseeno po 26. letu. Torej, tisto, ko pridobi izkušnje, ko je nekje vrhunec njegove kariere, ne bi se začel. Zelo malo je teh igralcev, ki so zreli pri 20-21. Torej, o tem govorim. Torej, jaz razumem tudi tiste igralce, ker sem jaz precej veliko razočaranje takrat doživel. Torej, zame tretja jugoslovanska liga ni bila nagrada, ampak kazen. Torej, po vseh teh letih garanja, neke stabilnosti, ti pričakuješ, da boš dobil priložnost in mogoče v tistem momentu sem si jo tudi zaslužil. Ker jaz sem imel v svoji glavi, da sem konkurenčen, da zdaj ne bomo imenih, ampak bil je en zvezdnik jugoslovanski, ki je prišel takrat na Olimpijo in je na treningih enostavno, ker sem bil motiviran in ti kot mlad igralec igraš proti motiviranemu igralcu. Mislim, proti igralcu, ki je že zvezdnik. Ja. Danes jaz to razumem kot trener, da ta zvezdnik se ne bo zdaj stepil z unim mladim nadobudnim fantom, ki mu pravzaprav probleme dela na igrišču, ker je motiviran, ker gre na polno. In jaz takrat nisem razumel, zdaj meni se on nič posebnega ni zdel, ampak po drugi strani sem ga pa mogel paziti, da ga ne udaram, da ga to, ker so bila navodila trenerja, glej, on je prišel, on se mora aklimatizirati in zame je bilo to kot klofuta. Zakaj bi jaz zdaj njega mogel paziti, če se mi zdi, da lahko več laufam, ne? No, ampak ozadij vedno ne poznaš, interesa kluba, interesa ekipe in tako naprej. In potem, ko se ti to zgodi, si seveda razočaran. Ni ti jasno, zakaj se to dogaja, kaj je. In zdaj spet, če se vrnem nazaj, igralec, ki to doživi, greš lahko v razočaranje, pa greš nekaj drugega delati, ali pa danes vem, jaz to kot trener, lahko sem jaz tokrat slab trener, jaz igralca bom težko uničil. Torej, vsi mi smo imeli dobre in slabe trenerje, nekateri so pustili vtis na nas, nekateri ne. Ampak danes vem, in to bi svetoval mogoče vsem mladim fantom, ki se podajajo na pot. Trener te ne more uničiti. Lahko, da ti ne odgovarjaš trenerju, pa njegov način treninga ni, ampak po drugi strani greš v neko drugo sredino. Ali je to en korak mogoče v tistem momentu nazaj, ali dva mogoče. Ampak ti si boš najdel nekje pot spet, da se boš dvignil kljub temu, da si v tistem momentu mogoče neuspešen. In tudi jaz sem to doživel. To se v bistvu, meni se je to zdaj dogajalo že, ker sem bil pač tudi kot vodja nogometne šole in v Celju in v Rudarju in trener kadetov, mladincev precej let. Se mi je dogajalo, da so vhodni kadeti, recimo, še niso dosegali standarda, smo se dogovorili za posojo, šli igrati v drugo ligo. Sicer je bilo to za njih v danem momentu tako zelo velik poraz. Ampak potem, ko so se vračali, so bili velikokrat precej bolj samozavestni, bolj agresivni in pripravljeni v bistvu na kaj več in sem imel v bistvu dostikrat zelo dobro izkušnjo, da so potem tudi taki igralci, ne vem, bili kapetani, pa danes igrajo tudi prvo ligo, recimo. Jaz mislim, da je tudi velika selekcija, čist z vidika motivacije in pa karakterja igralca. Tisti, ki nima tega karakterja, ki ga potrebuje, da bi uspel, bo tak ali tak verjetno na tej stopnji odpadel. Tisti, ki pa vztrajajo, pa pokažejo že s tem to motivacijo in ko se vrnejo, so malo bolj zreli, tako si rekel Dušan, ker jih je ta izkušnja naučila nečesa in
in vidiš, da so pravi, da bojo šli tudi čez kak drug padec, ne samo čez ta. Ja, ampak karakter si omenil, jaz mislim, da ta beseda je res, karakter pa spoštovanje sta dve besede, ki definirata, ker mi, ko govorimo o karakterju, jaz predvidevam, da je to nekdo, ki svoje razočaranje ne jemlje kot tragedijo, ampak kot spoznanje, da mu nekaj v tistem momentu manjka. Tudi če se mu je krivica zgodila. Torej, danes je svet res nepravičen, krivica je sestavni del, to bi mogli tudi v šoli učiti. Torej, krivica se ti bo prej ali slej zgodila. Kako boš ti z njo, kaj boš počel oziroma kako bo odreagirala na tebe. Jaz pogrešam neko tisto zdravo in ko srečam take fante. Torej, kot trener sem se naučil, da z fanti, ki so res ekstra, pa tudi sama veste, da imata igralce, ki vaju videti ne morejo, pa igralce, ki zamikom spoznajo, da ste jim dobro naredili. Ne? Vsak trener ima to. Torej, ni trenerja, ki bi ga imeli vsi igralci radi, pa ni igralca, ki bi ga imeli vsi trenerji radi. Ne? Torej, ampak te igralci, ki so res kvalitetni, jaz sem imel priložnost jih videti, pa mogoče od začetka ni bila skozi ljubezen. Ampak ko ti dobiš igralca, ki je recimo ta karakter, da ima dobro razvit, s takim igralcem nimaš nikoli težav. Ker tak igralec bo razumel, kaj drugim razlagaš, in to je mene en fant naučil, ko sem ga vprašal v eni priložnosti, rekel, zakaj se s tabo, pravzaprav se ukvarjaš s tistimi, ki jih hočeš dvigant, ki jih hočeš neke njihova dejanja praktično preusmeriti. Ne njih spreminjati, ampak neka neželena dejanja želiš spremeniti v želena. Ne? In v tistem momentu, ko mu ti to posreduješ, obstajajo igralci, katerim enkrat poveš, pa zadeva funkcionira. Torej, ker vidi, kaj drugomu razlagaš in enostavno je toliko kvaliteten in osebnostno in zrelo, ne? Razmišlja že, da on to naredi, ker ve, kakšne so zadeve in s takim igralcem nimaš probleme. Ne? Problem imamo zmer trenerji s tistimi igralci, ki pravim sam pri sebi, 10krat mu že eno in isto stvar razlagam, pa ni efekta. In jaz potem sem seveda jezen na tega igralca, ne? Pozabim biti pa jezen na se, da jaz s tem načinom, ki mu razlagam, očitno ni efektiven. Ne? Torej, ni igralca, ki ne bi si želel dober, ki ne bi hotel sodelovati, ki ne bi bil rad del tima, biti spoštovan in tako naprej. Ne? In mi, trenerji, potem na koncu nas to niti na predavanjih ne učijo. Torej, ni problem v igralcu, problem je v meni, ker nisem našel pot za to, da midva lahko zafunkcionirava. Ne? In po drugi strani, če se spet z vsakim ukvarjaš, ne? Ker vidva sama veste, jaz, ko sem bil selektor reprezentance, 15 igralcev zbereš, ker že po kvaliteti malo odstopajo. Vedno sem se ukvarjal s tistim 17, 18, pa 19 in 20, da ne boš komu krivico naredil, ne moreš pa vsem ustreči. Ja. In to sem tudi potem spoznal. Ne? V bistvu vse je prav, moramo najti pot, vedno se pa te krivice dogajajo in spet, da se vrnem na te mlade fante, ko se ti je nekje krivica zgodila, nekaj si se mogel iz tega naučiti. Podobno kot mi trenerji. Dobiš poved, si užaljen, seveda nikoli ne pogledaš, kaj je bila tvoja slaba plat. Ne vedno pogledaš, da so ti neko krivico delali, ker zase itak misliš, da si in sploh ne. Ampak v principu, ko se umiriš, ko pogledaš, vedno vidiš, da neke stvari se z razlogom dogajajo. Ne? Je pa tu v bistvu to, ko zdaj ves čas govoriš, ne, je pa zelo pomembno, da mi tudi razumemo ta razvoj odnosa igralca in trenerja. Ne. Tak, jaz pa zdaj v klubih zelo poudarjam, ko se srečujem z konfliktnimi situacijami, ki so v bistvu neizbežne, ne, ker so čustva in pritiski in želje so vedno visoki, je tudi ta odnos in kako mi rešujemo konfliktne situacije med sabo, trenerji, uprava in igralci, v bistvu dlje, ko si skupaj, verjetno ali boš prišel do točke, ko boš začel na pameten način reševati konfliktne situacije ali pa jih toliko poglobiš, da praktično ni več izhoda pametnega in je bolje prekiniti določen odnos. Ne? Vsaj za neko obdobje. Ravno to. Vedno pride do konfliktnih situacij. Ali je to vodstvo, ali so to igralci. V vsakem momentu, tudi če si prvak, imaš ti vedno 2-3 igralce znotraj ekipe, ki so nezadovoljni. Ne igra. Misli, da bi mogel igrati, ne igra. Ja. Torej, in do konfliktov prihaja dnevno.
Mi trenerji najbolj vemo, kakšna je slčilnica, kaj se ti dogaja, pa še mi, recimo, kaj se meni tudi kot trenerju dogajalo, da nisem vedel, zamikom, mogoče par mesecev kasneje vidim, kaj so mi igralci delali, ko v dobri veri verjameš, da je vse pošlihtano, da vse štima, da so te igralci, torej, ker so malo v strahu pred tabo, ti dajo tisto, kar ti hočeš videti in ti verjameš, da je to resnica. Kasneje se ti lahko zgodi, da neki igralec, za katerega si mislil, da imaš probleme z njim, je bil zelo pomemben noter, pa tisti igralec, ki ti je bil glavni, ki si dajal vso ljubezen v njega, ker si verjel, da je pomemben v ekipi, se ti lahko izkaže, da je bilo čist kontra temu. Ne? Ja. In zamikom vse torej, do konflikta pride, jaz kot trener bi si samo želel zbrati tim igralcev, ki te konflikte znajo reševati. Torej, ki te konflikte ne poglobijo, ampak iščejo rešitve kako. Tako da jaz sem zelo rad tudi svoji slačilnici rekel, fantje, vsi ste zadolženi za to, da se bomo fajn imeli. Ne samo jaz kot trener, ampak tudi vi. In če se vsak po svoje potrud, da svoj del posla opravi tako, kot je treba in ko pride do konflikta, da ta konflikt razčistimo, potem je takrat užitek delati. Ne? Ko tega ni, sami veste, da ti lahko en človek v vsej tej strukturi toliko škode naredi, kakor jih 10 teh, ki se trudijo popraviti, ne morejo popraviti teh zadev. Ne? Tako da konflikt ja, razočaranja ja, za vse mlade igralce, vsi so dali to čez, eni v večjih količinah, eni v manjših, ampak danes si upam trditi, da če si karakteren, tako bi rekel, da si povezovalen, da si del ekipe, si lahko tudi kot nepomemben igralec na igrišču zelo pomemben za uspeh ekipe. Ne? Ja. Ker si kvaliteten v slačilnici oziroma tako. No. Okay, da se vrnemo še malo nazaj na tvojo kariero. Kdaj si ti v bistvu prvo profi pogodbo podpisal? Jaz sem, se mi zdi, da takoj, ko je bila osamosvojitev, takrat, ko je Slovenija imela potem prvoligaško, takrat je bilo po eni strani dobro tudi za vse te igralce, ki smo bili tam, ker so se klubi, so prvoligaši ratali, takrat je bilo, mislim, da 21 klubov v prvi slovenski ligi. Ti si takrat igral za? Jaz sem takrat igral za Svobodo Ljubljana, mislim, ja, Svoboda. Glavne, neki klubov si potem zamenjal, ampak Olimpija je bila zate vseeno vedno Olimpija, ne? Jaz sem, zanimiva zgodba je bila. Takrat, ko smo začeli, sem klube zelo hitro menjal, ne? Pravzaprav nisem imel te sreče oziroma znanja sam pri sebi, da bi si izbral sredino, kjer bi se lahko razvijal. Ampak smo šli takrat, ne vem, mogoče so bile nekje malo boljše finance, pa so ti bile pomembne, pa si šel, pa tako naprej bi rekel, da je bilo to neka konfuzija tudi v moji glavi takrat. Ne. Torej, je pa dobro zdaj za naprej, ko v bistvu kot trener deluješ, da razlagaš malo. Iz vseh teh izkušenj. Usmerjaš. Jaz bi danes vsem, ki imajo neko možnost, jaz sem imel recimo možnost iti v tujino, pa sem takrat razmišljal, sem rekel, ja, zdaj, če grem v tujino, tle imam družino, mogoče za tistih, takrat so bile še nemški, mislim, da so bile, ali so bili tolarji ali gor, za ne vem, dajmo danes reči, za 300 evrov bi šel raje v tujino, ampak tle sem doma, tle poznam, ne. Ni neka razlika finančna, da bi šel ne danes, niso bile to ponudbe take, da bi rekel, wow, grem takoj, ne, ker ne. Danes mogoče bi si vzel izziv, pa bi šel nekam, kjer so urejene zadeve, kjer veš, da bi se mogoče razvijal in tako naprej. Ne. In tudi igralci, ki danes dobivajo ponudbe, redke so, čeprav danes so klubi zelo organizirani, ne bojo vzeli igralca, za katerega grejo ugibati, pa še v njihov koncept, ne. Danes je tudi meni zelo jasno, rabim takega in takega igralca, karakter pregledaš, torej danes je težko nekomu, razen če niso te menedžerske povezave, pa lahko tudi to narediš, ne? Ker so neki drugi interesi v zadju, ampak danes bi si sigurno zbral klub, kjer me želi ali trener ali športni direktor, da je nek koncept v zadju. Ne, da ti prideš nekam, kjer trener sploh ne ve zate, pa niti te ne želi, ker enostavno tam, kjer so zadeve urejene, se skomunicira in potem, ko ti prideš in te vzamejo, verjamejo, da si dober, potem se bojo tudi s tabo ukvarjali.
Velika večina se pa... Ampak si pa potem večji del vsem preživel v Olimpiji, kjer si v bistvu izkusil ta verjetno malo več pritiska strani navijačev, en dost velik profesionalizem, tudi Evropo ste igrali v Olimpiji, vsaj te kvalifikacije si odigraval, ker v ligo niste se uspeli žal nikoli priti, ne. Koliko si pa ti doživljal kot igralec ta profesionalizem, ritem, sploh takrat, rečemo, ko se je igrala Evropa, na kak način se je takrat živel? Koliko si bil ti takrat sploh doma, ko se je igrala, rečemo, pa še pokali zraven, ne, zdaj sreda, sobota v tistih 2 mesecih, rečemo, poletnih ali pa jesenskih? To govorimo kot igralec ali kot trener? Kot igralec zdaj, kot igralec v Olimpiji. Ti si vseeno večji del svoje kariere si na koncu preigral v Olimpiji, ne? Pa niti ne. Jaz sem šel v enem obdobju, po klubih, bil sem v Velenju, bil sem v Beltincih, bil sem v Set Vevče. Torej, šel sem po klubih, ki so bili nižjega rejtinga, ne? V bistvu kot Maribor in Olimpija takrat, in sem šel z namenom, da bolj zaradi finančnih nekih zadev, ki so bile dosti ugodne, sem se pa vračal na Olimpijo enkrat, dvakrat, in enkrat se spomnim, da sem imel ponudbo Gorice in Olimpije, in takrat je bila Olimpija res, bi rekel, dream team. Vsi ta boljši igralci v slovenski ligi so bili takrat projekt Olimpije. In takrat sem jaz recimo razmišljal tako, sem rekel, grem nekam, kjer je velika konkurenca, da se dokažem sam sebi, če lahko jaz v tem klubu igram, ne. Po drugi strani sem dobil pa ponudbo istega kluba, ki je bil pa v tistem momentu v neki totalni reorganizaciji, bil je uspešen, ampak ker se zadeve spremenile, sem se jaz ustrašil v tistem momentu, da ne bi spet, ker sem imel neke izkušnje, sem igral v klubih, kjer nismo mogli biti rezultatsko uspešni, oziroma smo bili uspešni, ampak ne za borbo za vrh, ne. In ker sem potem hrepenel, sem se odločil, da ajde, gremo zdaj v Olimpijo, tam se bom dokazal. Kaj se je zgodilo, ne? Takrat je bil ta klub prvak na koncu, za katerega sem jaz ocenil, da mogoče pa, ne vem, se bolj bojim, da se bojo za obstanek borili, kakor tam, ne. In seveda... Takrat v bistvu si prvič zgrešil Miklaviča, ne? Ja. Je bil Miklavič trener Gorici, ne? Ne veš, takrat ne. In takrat sem se jaz dostikrat vprašal, seveda jaz ni nobene garancije, da bi jaz pri Milanu takrat igral, ne, ampak ker sem bil še v najboljših letih, ne vem, mogoče 24-25 let, ne, ambicije strašne, gremo gor, in seveda jaz sem se takrat tudi v Olimpiji nekako izboril, da sem v tej ogromni konkurenci neke tekme igral, ne, ampak na koncu se nam je točno to zgodilo, da ekipa, ki je bila selekcionirana, da z naskokom osvoji prvenstvo, je bila na koncu, smo bili, v bistvu je bila Gorica takrat res sanjska, in tudi danes vem, da kdo je bil tle najbolj pomemben v bistvu, ampak to je bila ena od teh potez, ki jih narediš in ti je mogoče za nazaj, seveda si lahko pameten. Ja. Tako da moraš malo sebe poslušati, moraš malo iz vseh teh izkušenj, ko vidiš, da se je fajn nekaj naučiti, no. Ker tudi, kot sta rekla, kasneje, ko sem dobival neke zadeve, sem malo širše pogledal, ne samo mogoče v tistem momentu, kaj mi je bolj smiselno, no. Dober, ampak jaz bi te vseeno tu vprašal, jaz se spomnim, da smo mi imeli kar dost, ko včasih smo prenašali ta ritem, ki se je včasih v Jugoslovanski ligi igral, ne? Se pravi, obvezne karantene pred tekmami, ne glede na to, a si igral ti, ne vem, doma tekmo, a si igral v gosteh, so v tem času bile zelo popularne, ne vem, petek, obvezna karantena, če je bila sobota tekma, da igralci niso žurali, hodili ven, ne. Kak je bil takrat ritem v resnici, koliko si bil ti sploh doma, koliko sem prej vprašal, ko je bila sreda, sobota, rečemo ritem tekm, ko ste igrali Evropo, pokale, pa še prvenstvo zraven? Saj ne vem, če to lahko delim, takrat je bil način življenja drugačen. Torej, jaz nisem imel možnosti, da ti nekdo
ne vem, samo stavek, da ko smo izgubili tekmo, smo šli v kafič, da smo malo utopili žalost, pa te vse pritiske noter v pijači. Ko sem pa zmagal, sem šel pa od veselja. To je bilo normalno takrat, ne? Če si hotel biti del ekipe, da te niso stran vrgli, ne, ker si mogel sodelovati, mogel si se povezati nekako z ekipo, je bilo to normalno, ne. Torej, to je bil nek nogometna folklora, ali kako bi jaz temu rekel. In daleč od tega, torej, samo treniranje profesionalno prenaša veliko telih stresnih situacij, s katerimi se pravzaprav nas noben ne uči, kako se z njimi soočati. Ne. In kako jih filtrirati, ne. Ja, če nisi res ekstremno dober, lahko po svoje delaš, recimo, ne. Ampak zdaj si ti predstavljaj v eno ekipo, kjer smo mi zmagali, oziroma se naredi neko okostje ekipe, da ne greš, ker so se najbolj izkušeni igralci seveda to delali, ne, ker nekateri niso mogli igrati, če niso fejs ga spili, ne. Takrat vem, da se je to govorilo, ne. Nekdo lahko fejs pije, pa potem je najboljši na igrišču, ne. In seveda, ker ti to poslušaš, potem ne, misliš, ja, dobro, glej, bom tudi jaz probal, ne, ampak ne more vsak piti pa biti dober na igrišču, ne. To so ekstremi, ne. Po drugi strani pa nimaš toliko široke slike, da vidiš, da se da tudi na drug način, ne. In če je nekdo bil tak, ki je na drug način delal, je zanimivo to, kar se tudi zdaj pogovarjamo, ne, da te zasmehujejo, da te gor, kasneje pa se izkaže, da je to mogoče pravilen način, ne. In v življenju je dostikrat tako, ne. Moraš plavati proti toku, da bi lahko uspel v nečem. Ta tok te lahko tudi odnese, ne? Ker je kruto to, da nekdo, ki je maksimalni profesionalc, ki je predan temu, veš, daj ti rata. Takrat, ko si res ekstremno dober na igrišču, potem ti bojo drugi sledili. Če si pa ti samo pridem, pa delavam, pa to, pa gor, pa ti ne uspe rezultata doseči, te noben ne. Se bolj malikujejo tisti, ki so neko bližnjev, ne. Se to je zdaj tisto vprašanje, kaj bi raje imel kot trener igralca, ko je odličen na treningih, pa pol na tekmi je povprečen, ali igralca, ko na treningih dela tako, da ne rečemo preko česa, pa pol na tekmi performa pa vrhunsko, ne. To je bilo, mi smo vsi trenerji srečali take igralce, tudi kot so igralci. Nekdo, ki ni nič treniral čez teden in je bil ful dober na tekmi, potem pa kontra. Nekdo, ki je briljiral na treningih in ga ni bilo nikjer na tekmi. Torej, danes bi vedel, da bi mogel ta fant, ki je dober na treningih, seveda obstaja način, na kako ga bomo pripravili, da bo boljši, ne. In te, ki so recimo cel teden pil, pa se ga zapijali, pa je prišla tekma, pa je bil dober na igrišču. Danes mi logika govori, da če bi imel še športno življenje, zdravo življenje, bi verjetno ta svoj talent še nadgradil. Oziroma, a je res, na koncu vidimo, da je psiha tista, ki je čudo, ne, kjer je še veliko rezerve, ne. Če si ti to sposoben, da ko si glavo umiriš, pa dobro funkcioniraš, potem je na tem področju še veliko napredka. Naučiti se zmagovati je verjetno najtežje, ne. Ja. Lažje je izgubiti tekmo, ko pa zmagati, ker po zmagi se vedno pričakuje nova zmaga in nov top performance in vidimo, da te zmagovalci v resnici tisti, ki so navajeni zmagovati, ne, so kar tako opiti od tega in se ne želijo temu odreči, ne. Tisti, ki so pa navajeni izgubljati, imajo pa zelo velike težave v resnici preklopiti na to zmagovalno mentaliteto. Ampak sej v življenju, ko gledam, finalist Lige prvakov je loser. Ja. To je meni absurd, recimo. Nekdo, ki je v finalu izgubil in si loser, torej mi sami postavljamo neka pravila. Zame uspeh, kaj pa je pravzaprav uspeh, pa kdo ga potencira. Torej jaz sem zdaj trener, ki sem povprečen, imam super ekipo, mi je nekdo sestavil fante, ki so dobri, jih postaviš na igrišče, funkcionirajo, zmagaš in si ti super trener. Po drugi strani je pa nekdo neuspešen, ki je mogoče z igralci, ki niso neki ekstra, v bistvu lahko dosežeš zaradi dobrega dela, zaradi sistematičnosti, zaradi tega razvijaš mogoče 5-6 igralcev in narediš kasneje kariere, ne. Torej, kaj je tle uspeh?
Tu se ravno o tem pogovarjamo, da bi poskušali mi skozi te pogovore tudi predstaviti mogoče nekoliko drugačno plat te naše nogometne zgodbe. Se pravi, ne samo nočem obtoževati, da nam novinarji dostikrat naredijo kakšno škodo z pristranskimi ocenami, ampak dejstvo je, da novinarji zelo težko si predstavljajo, kaj vse se dogaja v garderobi pred neko pomembno tekmo ali pa predn igraš ti neko finale nečesa. Se pravi, garderoba se zelo spreminja in odnosi v garderobi so tudi pred takimi tekmami lahko zelo drugačni in specifični, kot pa v nekih normalnih pogojih, če rečemo, ko se igra samo liga, ne. No, sicer je debata res odlična, bi vseeno predlagal tukaj eno krajšo pavzo in kmalu nadaljujemo.